dela. Vsem skupaj en lep pozdrav. Hvala, da ste prišli, tako lepem številu. Ste napolnili tole sobo. Mogli smo dodatne stole. Upam, da vsi sedite. Lep pozdrav tudi našim gledalkam in gledalcem, ki nas spremljajo vedno v neposrednem prenosu. Dobrodošli na vseslovenski turneji revije Demokracija. Halo? Dela. Še enkrat dobrodošli na vseslovenski turneji revije Demokracija. To je danes že 38. etapa. Na teh pogovornih večerih predstavljamo bodisi avtorje knjig, ki jih izda naša založba, bodisi avtorje knjig, ki se izdali v samožaložbi, hkrati povabimo tudi druge goste, da malo pokomentiramo aktualno politično situacijo, malo zločnih predaja. Bomo še malo. Bo. Če ne, se bomo odkoliko slišali, ne? Danes so z nami, bom predstavil od tamle od leve, je gospod Igor Omerza, vodilni raziskovalec arhivov Udbe, avtor večjih knjig, napisal je že 17 knjig o Udbi. Gospod Rado Pezdir, avtor tudi večjih knjig, danes predstavljamo njegovo knjigo Vzporedni mehanizem globoke države. In gospod Bojan Kekec, državni svetnik, direktor in član nadzornega sveta več državnih podjetij je bil in tudi kandidat na bližnjih državnozborskih volitvah za poslanca v državni zbor na listi SDS. Gospod Kekec, jaz sem danes vesel, da ste vi naš gost, ker se boste vsi trije odlično dopolnjevali, poznate tudi zadeve, bili ste državni svetnik, še vedno ste. Pred približno 10 leti ste kot prvi podpisani državni svetnik vložili veto v državnem svetu na zakon o sanaciji bank, nekakšno bjanko menico za 4,7 milijarde evrov. Nam lahko opišete takratno situacijo in sam izid glasovanja? Ja, hvala. Še enkrat lep pozdrav vsi skupaj. Torej res, to je bilo, se mi zdi, v decembru 2013, takrat po padcu druge Janševe vlade. Seveda, posledica finančne krize se je čutila povsod po celem svetu, vendar so se tukaj pri nas stvari takrat odvijale dokaj čudno, na nek nenavaden način. Seveda, državni, oziroma vlada in takratna vlada in državni zbor sta v 2 dneh sprejela ta zakon, ki določa razporeditev 4,7 milijard denarja, s katerim se dokapitalizirajo banke. Nenavadno je, ker danes že večkrat poslušamo za manj pomembne zakone, da ni bila upravljena neka razprava v širšem krogu in nevladne organizacije in tako naprej. To je pa vlada takrat sprejela na dopisni seji, državni zbor ga je pa seveda drug dan takoj sprejel. No in svetniki smo se takrat organizirali in vložili ta veto, ker se naj bi zdel način sanacije netransparenten. Danes se ugotavlja, da smo z davkoplačevalskim denarjem tudi to bistveno preplačali. Vem, da je bila takrat primerjava s Hrvaško banko, Zagrebško banko narejena, ki so jo sicer prej že lastnili, vendar so jo bistveno bolje odnesli kot naša, se pravi, takrat se šlo za mislim, da 3 banke, te največje naše in 2 sta pa tako šli potem že, rekel, vemo kam. Skratka, zadeva je bila dosti netransparentna in zaradi tega smo se odločili, da vložimo veto. Žal veto ni uspel. Mislim, da je bil takrat rezultat
14/13, kar je v bistvu pomenilo, da je ta zakon bil potrjen in seveda vlada je lahko potem čisto kompletno sama razporejala ta denar za dokapitalizacijo. Gospod Pezdir, na enem izmed prejšnjih srečanj, oziroma večkrat ste že omenili, da vas je k raziskovanju oziroma preiskovanju Udbe, oziroma da ste napisali to knjigo, spodbudila tudi ta druga sanacija bank, ta svetovna globalna finančna kriza, ob kateri je skoraj razpadel slovenski bančni sistem. Vi ste se začudili, kako je to sploh mogoče, kaj je v ozadju in ste začeli s preiskovanjem. Dobro vprašanje, Jože. Dovolite mi, da se najprej zahvalim, da sem danes lahko v Novem mestu. Mene na Novo mesto veže marsikaj od prijateljev iz univerzitetnih časov, z časov študija, ko sem bil precejkrat v Novem mestu. Ne nazadnje pa sem bil do pred 3 let sodelavc oziroma predavatelj tudi na Fakulteti za informacijske študije pri predmetu ekonomika podjetja. Z veseljem sem vedno v Novem mestu in tudi danes se nekako domače počutim. Zdaj pa na tvoje vprašanje. Ja, dejansko je bil tisti glavni motiv razumeti, kako je mogoče, da najprej praktično kolapsira celo podjetništvo v državi, kar se kaže se je kazalo naglem povečanju brezposelnosti. Spomnimo se iz približno 50.000 na 120.000 v zelo kratkem času. Potem ugotovitev, da so podjetja vsa po vrsti prezadolžena in da ne morejo več vračati dolgov. Potem naslednja faza, ko ugotovimo, da so banke enostavno popolnoma nestabilne in tik pred tem, da popolnoma ugasnejo svoje poslovanje, in na koncu še javno-finančna kriza, kjer je že grozil, da slovenske obveznice, torej sisteme financiranja slovenskega dolga, zapade v sistem junk obveznice, prav, da smo tako tvegana država, kot je bila na primer takrat Grčija, spomnite se PIGS držav, Portugalska, Irska, Italija, Grčija, Slovenija, in to nam je že grozil. In izkazalo se je zelo hitro, da je jedro problema bil v bančnem sektorju, kjer so nastajali krediti, ki niso bili osnovani z ničemer. V 3 velikih skupinah primarno. Prvo so bili menedžerski prevzemi, naj samo omenjam prevzem Merkurja strani Merfina, kjer je Merkur v zavarovanje vložil dobro ime Bineta Kordeža, ki je nekaj let kasneje končal v zaporu. Pač ni baš neko dobro ime, ampak izkazalo se je, da je cel bančni sistem deloval po nekem vzporednem mehanizmu. Ne po pravilih, ki sicer veljajo v bankah, ne po ZBAN-u, zakonu o bančništvu, in ne po regulativi Banke Slovenije. In enako je bilo za financiranjem finančnih holdingov, Aktiva je največji primer Darka Horvata, in potem seveda financiranje gradbeništva, kjer so bili pravzaprav prejemniki kreditov gradbeni baroni, ki pa so tudi prevzemali svoja podjetja in delovali z elementi, ki sem jih potem identificiral kot sestavni element vzporednega mehanizma. In moja teza je seveda postavljena, da je vsa ta zgodba posledica delovanja omrežij, in ko sem začel identificirati omrežja, sem neizpodbitno naletel na tisto, kaj me je potem odpeljalo v Arhiv Republike Slovenije, in sicer, da v teh omrežjih na začetku tranzicije v fazi privatizacije nastopajo neka offshore podjetja.
primarno iz britanskih deviških otokov, Cipra, Lichtensteina, Luksemburga. In potem, ko sem dejansko prišel v arhiv, se je začela dolgoletna in mukotrpna rekonstrukcija, ki pa se je izpeljala. In na koncu, ko sem to zgodbo sestavil, je postalo jasno, kaj je tisto pravilo, po katerem je pa bančni sektor deloval, če že to ni bil zakon o bančništvu, regulativa Banke Slovenije ali pa interni predpisi. No, to je bil sistem vzporedne ekonomije. Gospod Pedro, bomo videla kar nadaljevala. Namreč, vi knjigo začnete s primerom FAR. To vsi vemo, pranje iranskega denarja preko državne Nove Ljubljanske banke, upravno je bilo prek milijarde ali celo več. Ja, ampak zanimivo je, da se je ta iranski državljan, ki ima sedež v Angliji, v Londonu, pojavil tam okoli te globalne finančne krize in začel s svojimi transakcijami. Vi s tem primerom začnete svojo knjigo in potem na koncu tega poglavja, ki ga boste zdaj malo opisal, se vprašate, kako je to mogoče in pa boste še razložil, kako se ta vzporedni mehanizem sploh vzpostavil. Ja. Nismo dal njih kratko vprašanje, ko začne pretjeravati govor, mi pa signali mi dati, ker v moje ljudje bi do petka prišli rabi domov. Zdaj, začnem s Farukom, ker Faruk je krem de la krem celotne zgodbe. Tam noter enostavno izplava vse, kar je ključno za razumevanje in vzporednega mehanizma pred letom 90 in njegovo delovanje v navezi z bančništvom preko tranzicije do leta 2008. Namreč gre za dva elementa. Ta prvi element je samo pranje denarja, ko pride, a si zamislite to, nek iranski državljan na britanskih deviških otokih ustanovi podjetje za $2 in potem ima večji plačilni promet kot Krka. To pač ni realno, in vsi razumemo, da če si v upravi banke ali pa v nadzornem svetu banke, potem se vprašaš, zakaj je ta na prvem mestu, ne pa tako, kot vedno Krka, Petrol pa Telekom, ki imajo resne mednarodne posle. No, ampak sem ben ni vprašal. In mrski se niso vprašali, tudi če je dal nakazilo, namen nakazila Ana Karenina ali pa Superman, se še vedno ben ni nič opazil. Tudi če je za te transakcije bila dokazano ponarejena poslovna dokumentacija, se še vedno ben ni vprašal. In to je seveda prvi element, ki je kazal, da je znotraj banke bilo vse odpovedano. Še dodatna informacija, tisti, ki so na koncu dneva v tako imenovani proizvodni mogli tipkati te transakcije, so se začeli pritoževati, da zakaj morajo izvajati ravno tisto, zakaj so jih izobraževali, da ne smejo delati, ker je to očitno pranje denarja. Imeli smo tudi opustitev prilivne provizije, Krka to v celi zgodovini ni doživela, oni pa so doživeli. In opustitev prilivne provizije mora uprava podpisati. Uprava je sicer podpisala, ampak podpisali so za vsakega člana uprave ljudje po pooblastilu. S tem, da se še vedno ni ugotovil, kdo so ljudje, ki so to podpisali. Kaj pač je nova stvar. Druga zadeva, ki se je razkrila, je bila pa še malo bolj pošastna. In sicer najprej Urad za preprečevanje pranja denarja enostavno ni te zgodbe zmogel procesirati. Ker potem, ko je bilo že znano, da je banka, iz katere nakazuje iransko podjetje iz britanskih deviških otokov denar na Novo Ljubljansko banko, so že vedeli, da je pod embargom, še vedno so dopuščali 6 mesecev, da so potekale transakcije. Enostavno niso reagirali. Pa je naslednja, ker je v tej zgodbi policija. Za policijo ugotovimo, da kljub temu, da je Iranec še kar hodil v Ljubljano, podpira nove in nove račune, policije tega ne zanima, čeprav ima že odprt primer. Ne obvešča tožilstva, da sploh dela primer, kar je nemogoče. Ne upravi niti enega pregleda, razgovora, ničesar na Novi Ljubljanski banki. Kar pomeni, da policija izklopa absolutno vsa rutinska dela, ki jih sicer ima, ki jih pozna vsak policajček, ki pride, ki je prišel včeraj iz Tacna.
Potem je naslednja zadeva, ne, imate sekretarja za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade, takrat je bil to Borut Pahor, ki je doktoriral na primeru uporabe pranja denarja za financiranje jedrskega programa v Iranu. In ko Sova pošle obvestilo temu človeku, da se pa toliko dogaja zdaj, ne, on ne ve več ničesar o ničemer in nikogar več ne obvesti in ne naredi preplaha. In primer se pospravi pod preprogo. Enostavno zgine nerazrešen. Pa je prinesel visoko varnostno tveganje v državo. No, potem se 2017 spet odkrije, ne? Do leta 2020 na tožilstvu in na NPU ugotovijo, da ni bilo nič narobe. Da so vse ta nakazila na Ano Karenino ali pa Supermana odlična zadeva, da tudi, če so neke transakcije, ki so šle iz NLB-ja do ZDA, pa tam končale za obsodbo, z sodnimi procesi in z pač sodnimi kaznimi zapornimi, da so še vedno kljub temu te transakcije legitimne. In seveda, tako naprej in tako naprej. Ne? Kar seveda kaže, da imamo malo večji problem. Ne? Da ni tukaj samo vzporedni mehanizem, ki dela po svoji logiki in svoji inerciji, ampak da je ta vzporedni mehanizem očitno požaril slovenske institucije do te mere, da če se razkrije kriminalno dejanje, da pač ignorira. No? Ta mehanizem je očitno deloval nekako čisto po svoje. Kot vi pravite, vzporedni mehanizem, mimo vseh regulacij, mimo vseh zakonov. Ja. Vi potem v knjigi se vračate nazaj v daljno preteklost, na začetke delovanja UDBE. Tukaj bi gospoda Pomerza vprašal najprej, čeprav smo to že dostakrat ponovili, bi bilo vseeno še enkrat dobro povedati, namreč vsaka država ima varnostno-obveščevalno službo, normalno, vsaka. Samo je pa razlika med delovanjem teh služb v neki demokratični državi ali pa neki totalitarni državi. Kakšna je ta razlika? Pozdravljeni, hvala za vabilo. Ta razlika je preprosta. Tajna politična policija recimo, če gledamo v propadli Jugoslaviji, je bila v službi ohranitve edine stranke. Je bila pravzaprav tajna politična policija vrha komunistične stranke. In ona ni delala v tem klasičnem smislu obveščevalno, protiobveščevalno, predvsem njena naloga je bila, da je zasledovala potencialne ali umišljene politične nasprotnike, oni sicer govorijo o sovražnikih, nasprotnikov niso poznali, in pa seveda zalezovala je tudi politično imigracijo izven Jugoslavije. Ampak, kar bi pa danes poudaril, je pa to, da je bila slovenska in jugoslovanska tajna politična policija je nastala iz izkušenj in znanj stalinistične tajne politične policije. Stalinistične in da imate danes v svetu človeka, ki ga je vrhu stečajev, ki je bil KGB-jevcev, se pravi naslednik stalinistične politične policije, in bi lahko rekel, da je bila UDBA ravno tako naslednica te stališče politične policije. Tako da imamo danes en tak nenavaden primer, mislim, žalosten primer, tragičen primer, da je KGB-jevc, oziroma lahko bi rekel tudi UDBA-jevc, prevedel danes s to vojno spravo v svet iztečajev. Vidite, kako je to nevarno, da taki ljudje, potem ko so te države propadle, postane celo voditelji držav. Se imamo tudi primer v Sloveniji, dosti tega, ki so zavzeli pomembne pozicije. Tako v gospodarstvu, ker rado opisuje, preko tranzicije iz državnega šverca, usporedne bančne ekonomije, kako se je UDBA selila kako so se UDBA selili iz UDBE v gospodarstvo in tam začel ta kriminal, ki je potem šel tudi preko tranzicije in se vlekel, praktično on to opisuje svojo knjigo do današnjih knjig. Hočem povedati, da je to zelo pomembno, da proučujemo to tajno politično policijo, vse knjige spetih, tako politični kriminal kot gospodarski kriminal, ki je izvajala, da se te stvari ne več ponavljajo. Vidimo, kaj se ponavlja, če pride recimo en KGB-jevc, beri udbaš na oblasti in sproži skoraj na svetovno vojno. Gospod Pezder, gospod Pomerza je omenil šverc. Šel bi rekel nekako kriminalno delovanje
bom jaz rekel Udbe, čeprav je Udba spreminjala ime, ampak mi jo poznamo pod imenom Udba. A lahko poveste, kako je začela z gospodarskim delovanjem ta Udba, z ustanavljanjem, vi opisujete podjetja v tujini, ki so bili v offshore-ih, v alavčih oazah? Ja, zgodba je resnično zanimiva. Namreč leta 1951 uprava državne varnosti v Lichtensteinu ustanovi podjetje Kolkomerc v Duzi in to je bilo seveda upravljano z strani vrha Baltije. Pri čemer so bili slamnati lastniki tega podjetja švicarski tihotapci cigaret. Zdaj, odkot se v celi zgodbi švicarski tihotapci cigaret pojavijo, paradoksno ta zelotstvo Baltije, posebej v Trstu in na Goriškem, ki sta bila onkraj naše meje, je pripeljalo do tega, da podobno kot podjetja v Sloveniji enostavno niso imele več kapitala. Niso znali z njim upravljati, podjetništvo se je preganjalo, podjetniki so se zapirali ali pa likvidirali, ostali so brez vsega in ko so hoteli zagnati ta vzporedni mehanizem, ki je rojen na Tržaškem in Goriškem, ni preostali drugega, kot da se povezajo z švicarski tihotapci cigaret in polnijo Italijo z nelegalnimi cigareti. In seveda ustanovijo v Lichtensteinu podjetje, preko katerega pa se je lahko uporabljal denar od šverca cigaret in se ga legalno vračalo za to, da se zagotovi začetni kapital v vseh teh podjetjih. To so fascinantne zgodbe, v prilogi knjige imam celo poslovno poročilo, tretjega odseka prvega oddelka uprave državne varnosti, tako imenovanega oddelka, ekonomskega oddelka, ki ga je vodil Niko Kavčič. In je fascinantno, ker bi rekel, ok, poslovno poročilo, kakor da berem Krka ali pa Trimo, ampak berem udbovske uspehe, pa bilance, koliko čikov smo prešvercali, pa koliko denarja to pomeni, pa kako ga bomo zlansirali. Ampak zgodbe o švercu ali pa sodelovanje z kriminalnimi združbami, predvsem v Italiji, se ne zaključijo praktično do padca Berlinskega zidu. Tukaj imamo zgodbo, naprimer, v kazinoju Portorož, kjer v posojilni službi sodelujejo italijanska združba organiziranega kriminala Mara del Brenta in službo državne varnosti. In tudi cel krogotok denarja, ki ga italijanska mafija izplačuje na roke v gotovini službi državne varnosti. Tukaj imamo še zelo zanimivo zgodbo iz leta 1973, imenovano akcijo Udari v zemi, ki je načrtoval znameniti Silvo Gorenc. In ta zgodba pa pove veliko o tem, kako se je sistem upravljal. Namreč gre za to, da so leta 1973 zapirali proračun, danes Socialistične republike Slovenije, in je noter v proračunu zmanjkalo denarja za to, da bi takrat že služba državne varnosti, kupila helikopter pa prisluškovalna sredstva. In služba državne varnosti vpraša, kaj ne naredi, in je enostavno vrhovi slovenske politike in institucij, se pravi šef partije, Popit pa šef izvršnega sveta, ji rečejo, v Portorožu imate cigarete, te cigarete pretihotapte v Italijo, mi bomo v nekem časovnem obdobju umaknili carino, vojsko in policijo iz Piranskega zaliva, tam prodajte cigaretom mafijcem, ko boste dobili gotovino, jo uperete preko Emona München in potem, ko imate gotovino, izvolite in kupite tisto, kar niste dobili v proračunu. To je narobe iz vseh vidikov, ker ne more vam reči minister za finance, ne more šircele več direktorju Sove Stušku, ti zdaj pa lihni denarja v proračunu, daj ti prešverci čike, pa jih prodaj italijanskim kriminalcem, pa špol dobu denar. Druga zadeva pa je, tudi po tedanji jugoslovanski zakonodaji je bilo to vse nelegalno in nezakonito.
In zanimivo je, ko tožilstvo po nekem naključju pride do te zgodbe, ko se to razkrije, tožilstvo potem tudi hkrati skoraj simultano dojame, da je bil to državni posel. In začne razlagati, da se v bistvu ni toliko bed, ampak dajmo tako narediti, da ne bo večja sramota za Jugoslavijo, da bi se zun izvedeli, da mi šveljcamo cigarete. Kar me spomne na zgodbe iz NPU-ja in tožilstva v iranskem primeru, in sicer pod ena, da je vse to bilo legalno, kar je, pa legitimno, kar je naredil Iranc, plus, da se je Nova Ljubljanska banka še zaslužila malo pri provizijah. Se pravi, odločanje v vzporednem mehanizmu je bilo onkraj ustave, onkraj zakonodaje, tudi v Jugoslaviji. Hvala, to je to vprašanje in za gospoda Omerža in za vas, gospod. Zdaj, pravite, ta vzporedni mehanizem se je iz nekdanjega režima njegovo delovanje preneslo še v samostojno Slovenijo, v demokratično Slovenijo. To je zdaj vprašanje res za oba, kako je mogoče, da se s tem ni presekali, ker nekatera imena se pojavljajo in v prejšnjem sistemu, in v sedanjem sistemu, ki vodijo to zadevo. Jaz mislim, da je glavni problem te tranzicije bil v Sloveniji, govorim, da je Demos, ko je prišel na oblast, je začel operativno se pripravljati na slovensko osamosvojitev in je pridobil tudi celotno, preko tudi ostale, na plebiscitu smo bili vse enotni okoli tega, tudi ostale stranke in preko celotno slovensko ljudstvo. Zdaj, če bi Demos takrat odprl nekatere poglave, predvsem te udbovske zgodovine, pa zgodovine komunistične stranke, pa izvedel ilustracijo, recimo, bi naredili tak državljanski spopad, da bi se težko osamosvajali, ker mi nismo samo demokratizirali Slovenije, mi smo mogli tudi narediti državo. In zato mislim, da je bilo veliko stvari, bi rekel nekako, se mi žal do določenih preteklih dogodkov, zato, da smo lahko dobili enotnost pri osamosvajanju. To je moje. Poglejte, jaz sem bil zraven, ko se je govorilo o ilustraciji. V Demosu. Tudi v Demosu samem so bili odpori proti ilustraciji. Si v France Bučer rekel, samo preko mojega trupla ilustracija. Tako da tudi sam Demos ni imel moči, da bi to naredil. Če bi hotel narediti, nikoli ni imel v parlamentu tista stran, ki bi to hotela narediti, ta obračun s preteklostjo, se pravi, prav na njegovo ilustracijo, se pravi, ilustriraš osebe, ni bilo nikoli politične volje, še celo znotraj Demosa, ki je predstavljal neko novo demokratično silo, ni bilo tega, pa jaz tudi mislim, da bi takrat bilo to zelo škodljivo in bi lahko celo preprečilo enotnost pri osamosvajanju, ki je nujno potrebna. Mislim, da je to en glavnih razlogov, da nekatere stvari niso takrat, ko je bila še možnost za nazaj, bi rekel, uredila in da se je ta vzporedni mehanizem lahko prenesel. In tudi nekatere določene strukture, udbovske in režimske, so se prenesle seveda v novo demokratično samostojno državo Slovenije. To je dobro vprašanje, ki je mene dosti časa mučil, namreč govorimo o zelo kompleksnem sistemu, ki je bil desetletja stabilen in prikrit. Tipično nekaj takega se razkrije. Ampak ni se mogel razkriti zaradi odlične ideje partije, že po drugi svetovni vojni, da v to prevzame uprava državne varnosti. In to pa je služba, ki zna delati konspirativno. In ta konspirativnost se je ohranjala in tudi sam sistem se je nadgrajeval in se je v uradnem sistemu pojavilo kot neka senca zraven. In mislim, da leta 1989 nismo vedeli, ker nismo imeli nobene šanse, da bi ugotovili, da se je začelo družbeno premoženje premikati iz Slovenije preko Trsta do Luksemburga in potem v Švico in se tam spraviti in počakati, da se v Sloveniji začne tranzicija in privatizacijo, kamor lahko vrneš denar, ki je bil nekoč družben, ga zdaj vrneš v privatni obliki.
In mrzkašnega mehanizma nismo opazili. Slivnikova četica, kjer si bil del ti, Jože, je imela na voljo pričevanja in ne dokumentov. Vi, na primer, nikakor niste mogli vedeti, da je Safti, ki je bil takrat likvidiran, bil likvidiran samo zato, da so se čistile sledi. Kajti Saftija vzklije KB199, ki postane lastnik recimo Mladine, Istra Benza, Aktuala IT, Kliniško-depotne družbe, Deželne banke Slovenije, MIPA, Kraškega zidarja. Nihče ne ve, da ta povezava obstaja. Proteus, ki je bil ustanovljen s temi sredstvi v Luksemburgu, se spremenuje v Vega Finance. Nihče do nedavnega, do pred leta dni, so se luksemburške javne baze podatkov odprle, podjetniške, ni razumel, da je to eno in isto podjetje. Spet zakrite sledi. Na tak način nihče od nas ni mogel razumeti, kaj je ta denar, ki prihaja in plemeniti zgodbe. In nihče od nas ni mogel razumeti, naprimer, da je Ljubljanska banka, ki je bila ključna za to, da je v privatizacijo in omrežje pumpala denar, bila pravzaprav na svojem vrhu skadrovana na način, ki je bil neregularen, kot ga opisujem in dokumenti podpiram v operaciji Merkur, kjer pravzaprav Niko Kavčič in Milan Kučan inaugurirata Marka Volča na vrh Nove Ljubljanske banke mimo vednosti lastnika in predstavnika, to je predsednika vlade Janeza Drnovška in regulatorja Franceta Arharja. Nihče, na primer, ni vedel, da je ključno podjetje Adit bilo element, da je bil to vzvod za celoten izvoz sredstev, ker je šlo spet v stečaj. In ta stečaj je bil zelo dober pokrit s Francijom Perčičem, ki je bil stečajni upravitelj. Na ta način mi enostavno nismo imeli šans vedeti in razumeti, kaj se nam dogaja. Dokler pač niso prišli dokumenti v Arhiv Republike Slovenije in dokler preiskovalna komisija Anžeta Logarja ni segla tako globoko, da pač smo videli pravo resnico in brutalno resnico tega sistema. Namreč, samo še eno trink naj vam povem, kako nismo videli. V originalni lastniški strukturi Faktor banke, ki veste, da je veljala za glavno tajkunsko banko, ker je bil noter Herman Rigelnik z ACH-jom, pa Darko Horvat z Aktivo. V tej originalni lastniški strukturi začetka 90-ih se pojavi ciprsko podjetje Naftgaz Invest Limited. Ampak kdo je lastnik Naftgaz Invest Limited? Ja, nič drugega kot Ivan Pušnik. Kdo pa je Ivan Pušnik? Ivan Pušnik je bil po 80-ih visoko rangirani uslužben službe državne varnosti, zadolžen za celotno nemško govoreče področje, danes pa je praktično slovenski oligarh, ki deluje na energetskem področju, ter posluje in živi primarno v Švici. Ampak tega nihče ni mogel vedeti, tega nihče ni mogel razvozljati. Tudi Isajlovičove povezave, recimo s Petrolom pa Ultra, ki segajo v včeraj praktično, nihče ni mogel razvozljati. No, meni je celo uspeh. Ampak samo par teh zgodb v podjetniških čudežih bivših udbovcev nam je lahko dali misliti, da je nekaj narobe. Nismo pa tega zmogli sestaviti in to je noro 30 let po osamosvojitvi, dokler niso te papiri iz arhiva prišli in se prekrižali s preiskovalno komisijo in njenimi rezultati. Gospod Kekac, preden midva nadaljujeva, da boste vi povedali, kako ste vi občutili lovke, globoke države, sporednega mehanizma, ni dovolj, da samo še kratko govoril, tukaj bi gospoda Pezdere še nekaj dopolno omenil, je Perčiča, ki je bil stečajni upravitelj Adita, to je bilo eno fantovsko podjetje, se je ukvarjalo čvercem cigaret, pa še značič. No, Perčič vemo, kdo je. On je vodil predvolilno kampanjo za predsedniško kampanjo Milana Kučana. Pa še nekaj, kdorkoli se je samo dotaknil, oziroma vsaj malo pomislil na te, da bi razkril
te urbovske finance, urbovske finance oziroma usporedni mehanizem, so se globoki državi požgali vsi alarmi. Najbolj se spomnite, leta 1993, najprej je gospod pokojni Danilo Slivnik v Magu napisal tisti zanimiv komentar Casino Royale, kasneje je aprila 1993 gospod Janez Janša za nacionalni radio izjavil, da se s tem denarjem, ki je nekje bil, da kupiti volitev. V tistem trenutku se je sprožil obrambni mehanizem in zadevo končal tako, da so poklicali bivšega agenta KOS-a, kontraobveščevalne službe Jugoslovanske armade Radojčiča, da je prišel v Ljubljano in naredil načrt, kako diskreditirati gospoda Janšo. To pokaže na to, da kdorkoli se je samo približal tem financam, oziroma delovanju globoke države, so ga takoj oblatili in enako se je zgodili z vami, gospod Kekac. Ja, res je. V bistvu v tistem obdobju, to je bilo leta 2013 in 2014, sem jaz vodil eno večjih slovenskih firm, bil predsednik nadzornega sveta državnega inženirja, ki je na nek način kontroliral na 100 milijard investicij. In seveda kot državni svetnik sem, mislim, da bil v tem mandatu tudi svetnik, ki je največ kot prvi podpisani vložil leto v slabe zakone. Ne? Seveda, to brez nekih revanšističnih ukrepov ni šlo, pač zberejo neko točko, kjer te mogoče najbolj boli in udarijo. Ne? Se pravi, meni se je zgodilo, da me spomnim se nek petek poklicala novinarka Večera in je rekla, da smo ugotovili, da je vaša magistrska naloga plagiat. Ne? Sem rekel, na podlagi časa ste pa to ugotovili. No, to je bila takrat tista, bi rekel, Bratuškovi so napisali, da je malo marno naredila naloga, mislim, da je bo še kar neki politiko tukaj, pa Kangler-Franstvo in tako naprej. No, jaz sem bil v svojo magistrsko zihar po domačem predlom, ker ti na tehnični fakulteti, kjer je vse podkrepljeno z enačbami in izračuni, tega ne moreš narediti. Jaz sem rekel, da bom dokazal, da ne tega ne objavijo. Seveda drug dan v soboto so vsi slovenski mediji to na prvih straneh objavili, še en politik, državni svetnik, ki ima pač magistrsko predpisano. No, jaz sem še v dnevu ali dveh takoj sam uložil preverjanje na Mariborsko fakulteto za energetiko. To preverjanje je bilo končano, mislim, da v kakšnih 14 dneh. No, že takrat, ko sem uložil to preverjanje, so mediji že začeli nekako zmanjševati to ofenzivo. No in seveda, ko je bila zadeva dokončana, so mu vse uradno obvestili, da je zadeva ok, da ni nobenih težav za mojo magistrsko. Seveda, objavili so potem to na ene tretji strani, tako da spodaj čist, da to ni, upravičilo ni bilo nobenega. No, me pa presenetno to mislim, se je dogajalo februarja. Maja sem dobil pa zopet pošto iz univerze v Mariboru, pogledam, kaj je spet to zgodbo, ne. Sem pa dobil vabilo, kjer so mi v juniju podelili nagrado za najuspešnejšega študenta. Ne. In tam so mi tudi mediji. Ne. Se pravi, obtožen plagijata, najuspešnejši študent v tisti generaciji, niti ene izjave, bi rekel, niti enega demantija, ali pa da se opravičujejo praktično ničesar, tako da lahko rečem, da imajo metode, no pa še nadaljevanje te zgodbe, jaz v slovenskem pravosodnem sistemu nisem dosegel nič. Ustavilo se je potem pri ustavnem sodišču, ki je pač nekako presodilo, da to ni v njihovi pristojnosti, do tam so pa se tožbe take, oziroma sem izgubil ljudi. A to bojno proti vam pripisujete vašemu delovanju v državnem svetu, čemu drugem, ali delovanju v kakšnih podjetjih? Glejte, možnosti je več, zdaj zagotovo jaz to ne moram trditi. Nisem prišel pač do tistih verov, zato večer vemo tudi, kako v bistvu je deloval in kako deluje. Jaz v bistvu rekel, da v tistih delovnih mestih, ali pa v funkcijah, ki sem delal pošteno, korektno in strokovno. In vedno sem hotel v bistvu tudi kakšne nepravilnosti obelodaniti in jih tudi preprečiti. Zdaj, marsikateri akter, ki sem ga tukaj v tej knjigi prebral, se je v teh zgodbah pojavil nekje v ozadju, ne direktno. Imena so tukaj, mislim, da jih je že lahko naštejem kar nekaj. No, to hočem vedeti, ker se obračajo veliki denarji, tam so vedno te lovke prisotne in
v bistvu, če direktori temu ne sledijo, se jim bolj slabo piše. Glede, gospod Omerza, gospod Pezder, tega pač sta se srečala v arhivih, se tam tudi eno knjigo skupaj napisala. To, kar so odkrivala, so naravno združljive, srhljive stvari. Obelodana ste jih sta tudi videla, doživela kakšno, ne vem, kakšno šikaniranje, kakšno potikanje ali pa karkoli drugega. Moram reči, da jaz nobeni grožen nisem imel. Recimo, Roman Jelek je ogromno grožen. Jaz ne vem, zakaj ne. Jaz mislim, da potem, ko enkrat izdaš knjige, je že malo prepozno za vse skrb, da bi zdaj nekdo grozil ali pa, ker jaz vse kar zvem javno predstavljam. Nisem še vsega predstavil, ker nisem še otegnil, ampak jaz ničesar ne skrival. Vidite, arhiv so se odprli, Janševa vlada je dala predlog za odprte arhivov. Leta 2007 so šele odprli arhivi. Smo mi šele prišli do teh podatkov, recimo, da so videli potem, ko so se srečala v arhivu, da se lahko naredila nek preplet političnega in gospodarskega kriminala v tej knjigi, kriminalni temelji teritorialne obrambe in NLB. In vidite, zanimivo pa je to pri tej knjigi, recimo, če smo pri tem, arhivi UDBE so večina uničeni, še to, da ne bomo vsega ugotoviti, tudi če bi... No, kar je zanimivo, da niso vsega uničeni. Ja, večina uničena, ampak je uničena nekako neenakomerno. Nekaj je popolnoma uničeno, tako da nič ne morate narediti, ker brez dokumentov vi ne morate nič narediti, ker video temeljijo na dokumentih, pričevanja so vedno malo sporna. Dokument je pa najlepša stvar, posebej, če je dober dokument, mi ga rečejo juicy dokument, ki ti kar naenkrat razkrije vse povezave, lahko so to taki dokumenti. In gledajte, za to knjigo so pa našla, za te črne fonde, ki so se ustanavljali in preko Ljubljanske banke in za potrebe teritorialne obrambe oziroma večji del za privatne žepe, tistih udbovcev, ki so šli v gospodarstvo takrat, so pa našla 10.000 strani, ker je fantastično, so mogla prav selekcijo delati, ker ponovadi skoraj vse dokumente uporabljali, lahko se stavljati. Tukaj je bilo pa res, moram reči, in iz tega potem je Rado razširil, seveda, to je samo en segment bil, pa na neko časovno obdobje, tam konc 60-ih, začetek 70-ih let. In samo en segment, Rado je tu potem razširil in za prejšnjo obdobje veliko širše in pozneje prašen do današnjih dni. Tako da je ta debela knjiga. Ampak to je zanimivo, da so nekatere stvari zelo, skoraj bi rekel, v celoti ohranjene. Nekatere pa popolnoma uničene. Če pa gledaš večino, pa je sigurno 91%, ne vemo točno koliko, ker ne vemo točno koliko je bilo narejenega, ampak ocene zgodovine, da so tam tudi do 90%. Jaz pa moram pa reči, z izkušenj, ker sem tega ogromno predel, Rado tudi, pa še kdo drug, nekaj nasije, ki to gledamo, smo našli nekatere stvari, so se roka, nam rekel zdaj v kvaliteti mojih knjig, ampak da smo, ne moramo govoriti, smo dejansko lahko prišli zelo globoko s to dokumentacijo. Ker vsak dokument te bliža resnici, kaj je resnično bilo. In čim več je tega, čim globlje s to zgodbo priješ, bi rekel, čisto anatomijo potem vidiš in jo lahko razložiš, če znaš. Samo po vse verjetnosti so pa tisti dokumenti, gospod Omerza, ki so bili uničeni, se nahajajo pa še najbrž kopije v Beogradu. To pa lahko upamo, da ogromno tega je UDBA pošiljala v Beograd, slovenska UDBA, ker zvezdna UDBA kontrolirala, predvsem je kontrolirala vsako zunanje delovanje, da ne prišlo do kompromitacije službe. In pa tudi notranje, pomembnejše notranje zadeve so vse šle v Beograd in tudi določena analitika je šla v Beograd. Tako da, če bo se enkrat Beograd odprl, oziroma če bo recimo naša vlada, recimo, zdaj ima dobre odnose recimo s srbsko vlado, bi lahko na tej osnovi dobili recimo sken vseh celotne dokumentacije zvezdne UDBE, ki je bila poslana iz Slovenije v zvezdno UDBO, pa, kar je pa še zelo pomembno tudi dokumentacijo vojaške politične tajne policije KOS-a, po narodelu imenovano KOS-a, ki je imel tukaj 9. armado, pokril Slovenijo in vse je šlo v Beograd. Takrat, ko je prišlo do tega, da se JLA umakne, je JLA odnesla tudi ne samo orožje, pa opremo, karkoli že pač, tanke, kaj in tako naprej, ampak je odnesla tudi celotne arhive 9. armade. Ko bomo do tega prišli,
se bo marsikaj razjasnilo. Marsikaj se bo razjasnilo v Sloveniji. Lahko še dodatno, kar že recimo vemo. Jaz bi se navezal na tole na koncu, ne, da samo malo pojasnimo. Naprimer, v Kazinoju Portorož je deloval Gino Chiesa, ki si ga ti tudi pokrival. Ne. In Gino Chiesa, naprimer, je bil sicer konstantno sodelavec službe državne varnosti, ampak je bil istočasno tudi sodelavec KOS-a. Kar pomeni, da arhiv KOS-a zaradi teh presečnih množic zna dati dodatna pojasnila in ta arhiv je ohranjen. Zdaj, glede kakršnih koli pritiskov, vsaj kar se mene tiče, jaz mislim, da vsi razumejo, da sem jaz kompletno nor, in da pač, če bo se en name spravljal, sem jaz neskončno časa name spravljal nazaj in pač bom naredil 16 takih knjig in bomo šli do konca pa do smrti pa še čez. Ker to ni začešne zgodbe. Hvala. Se nam ni treba tole malo stranče. Ne, ni prehudo že. Druga stvar je pa, jaz bi rad videl kakšno tožbo, ker če pridemo na sodišče, veste, že v knjigi je 100 strani arhivske priloge, dokumentacijske, in bi rad videl, kako te fantje sami sebe tožijo, oziroma dokumente, ki so jih pisali. Da Janez Zemljarič pridemo, lahko samo odprem na strani XY in rečem, glej, pa se 100 ti pisal, mislim, s kom se ti tožiš, ti šizofrena. Druga zadeva pa je pa, enkrat je bil en zanimiv konflikt, ko sem pisal v Kazinoju Portorož, ki se je dogajal takrat, ko je bil predsednik CK ZKS Milan Kučan, ampak je bil načelnik službe državne varnosti v Sloveniji Ivan Eržen, to sta še dva prijateljčka iz študijskih časov. In je pač en velik revolt prišel ven iz njega, pisal v Reporter pismo pravcev, da me bo tožil. Moj odgovor je bil zelo enostavno, poka naslovenca, cel šop dokumentov, ti už mene jebu, evo ti nazaj, pa je bila tišina. Zdaj, največja žalost potem je seveda, da je ta isti tednik kakšen mesec ali 3 nazaj ravno imel intervju z Milanom Kučanom, pa je seveda zgubil vsakakočno voljo, da bi ga vprašal, kaj pa s tem Kazinojem Portorož. Ampak sej veš, kako ga je Jože, vsak biznisera po svoje, tudi če smeti. Ne bi še nekaj rekel. Jaz sem imel 3 tožbe. Eno je tožilec zavrgel sploh, 2 sta prišli na prvi narok in so prvi seveda ogromno dokumentacije in sta oba odstopila od nadaljnega pregona. Ne, da sem pač... In jaz tudi, ko sem objavil za Jožeta Perelca, da je bil dokument, kjer piše, da je bil 2 dokumenta, kjer piše, da je bil zaupnik neke oblike italijanske politične policije Digosa, se je on strašno razhudil name, ampak gledajte, jaz sem rekel, ne se name izid, če mislite, da to ni tako. Tam imate podpisane ljudi, ki so te dokumente delali, nekateri so še živi v tisti koprski udbi, so to pisali, ali pa so naročili, pa njih tožite, če mislite, da so nekaj napisali, kar ne drži. Jaz sem seveda samo objavil dokument in rekel, da sem čuden temu, nisem niti komentiral in sploh ni mogel tožiti, ker ni imel nekaj tožiti, ker ni mogel tožiti tiste, ki so ta dokument ustvarili. Zdaj pa on pravi, da ne smem tega dokumenta objaviti, pa kako? On kot zgodovina pravi, da se dokumentov ne bi smel objavljati. To je nesmiselno. Izjavno, iz javno dostopnega arhiva. Ja, gospod Pezdir, gledajte, skačeta iz vaše knjige ven tudi 2 bivše predsednika, to je Milan Kučan in Danilo Türk, v kakšni zvezi, ona dva sta bila tudi vždena, oziroma sta vedla za delovanje tega. Ja, v izjemno fantastični zvezi, kjer pač se pričakuje, da boste mogla še kakšen odgovor več k pojasnjevanju, kako iz družbenega kapitala narediš privatni kapital, to je verjetno komunistični čudež, ko se iz vode vino dela. Ampak šlo je za podjetje Adit. In v enemu dopisu, ki sem ga najdel iz leta, mislim, da 72, takrat mladi partije, sekretar Republiške konference SZDL, blatantno zapiše, da je Adit
podjetje, ki sicer ne obstaja, dejansko v lasti SZDL-ja, kar je zelo močna zadeva, ker mi vemo, da leta 89-90 Adit začne biti uporabljan za to, da se izvozi denar. Se pravi, vemo, da je to čist partijska zadeva. In seveda Adit je tudi tisti, ki omogoči prevzem Mladine in čudovit preobrat v uredniški politiki Mladine v začetku 90-ih. Čisti kompromat nekdanjega predsednika Republike Slovenije. Ta drug je pa Danilo Tirk, to je bizarno, koliko je predsednikov te države bilo upleteno v ključne elemente vzporednega mehanizma, ki pa ima nek sestanek z predstavniki DZS-ja, kamor so skrili ta Adit, ker Adit po jugo zakonodaji ni obstajal, ni bil stoznačni bil, ne? In v temu DZS-ju so se začeli pritoževati, da pač švercerskega podjetja tam več noter ne bojo imeli, da ali naj se vključijo legalno, zakonito v Adit in izpolnijo zakone jugoslovanske, ali pa naj grejo pa se ustanovijo kot podjetje nekje zunaj. No in naloga Danila Tirka je bila, da jim je enostavno povedal, tako je, pa nič drugače ne bo, ker očitno je to podjetje posebnega pomena. In da je bil podjetje posebnega pomena, kaže, da direktor podjetja, ki ni obstajal v Jugoslaviji, je bil član enega izmed organov izvršnega sveta Socialistične republike Slovenije, tedanje vlade, in da je bil v direktni koordinaciji z tedanjo slovensko vlado pri procesih izvoza denarja. Denar se je pa izvažal v obliki posojil, ki nikoli niso bila vrnjena iz Ljubljanske banke, ali pa kar direktna sredstva Gospodarske zbornice Slovenije pa Banke Slovenije. Zelo čista ultimativna, totalna kraja denarja, ki bi ga leta 90 rabili, ne samo za osamosvajanje, ampak tudi za blažitev socialnih posledic gospodarske krize, ki je sledila vsem procesom po letu 91. Gospod Razder, ko ste bili omenjen, koliko predsednikov skače ven iz tega razporednega mehanizma, tukaj treba najbolj omeniti tudi gospoda Borda Pahorja, ki je bil v času, ko je Farok prav milijarde iranskih denarja predsednik vlade. Po vsej verjetnosti šlo je za državno banko, NLB je bila državna banka in v tem je mogel biti politični vrh, kamor seveda spada kot top politik predsednik vlade, tudi Borod Pahor je kveščen, ali pač ne? Ja, danes vemo, da ga sekretar za nacionalno varnost, ki je prvi, ki bi mu mogel pojasniti primer Farok, o temu ni primerno obvestil. Vemo pa in zelo dobro razumemo pa tudi, da je celotna vlada Boruta Pahorja furala vzporedni mehanizem, predvsem v Novi Ljubljanski banki, v prvi vrsti s Francetom Križaničem, ministrom za finance in seveda njegovim sekretarjem, bivšim udbovcem Draganom Isajlovičem. In tudi sam Borut Pahor je pravzaprav leta 2011 ugotovil, da on de facto nima več vlade, da vlado vlečejo, v tej vladi vlečejo niti ljudje, ki nikjer ne obstajajo in ki jih je on poimenoval kot strici iz ozadja. In to je pravzaprav prvič, da na levem segmentu politike nek politik pokaže zobe sistemu, ki ne bi bil endogen tej politiki. Kar je za moje pojme bilo dober signal za levega pola, da se pač odpovejo tej svinjariji zavedno. In očitno se niso odpovedali. Preden damo vam besedo za kakšen komentar ali kakšno vprašanje našim gostom, bi še gospoda Kekca vprašal, glede na to, da je kandidat za poslance na bližnjih volitvah, zakaj je pomembno, da zmaga desnosredinska občina, oziroma kako preseka ta vzporedni mehanizem. Videli smo, da se je ohranil še 30 let po osamosvojitvi. Ja, resnično se vemo, tranzicija nikoli ni bila dejansko zaključena. Zdaj, če pogledamo vse tri Janševe vlade, lahko rečemo, da so v teh vladah nastopili so v najbolj ključnih trenutkih in reševali Slovenijo iz najbolj perečih zadev.
Pač v času prve se spomnimo evra, Evropske unije, NATO, druge pač finančna kriza, ki je takrat bil tudi zakonodaja prirejena k nekem šparanju, da smo se lahko vsaj v osnovi izvlekli ven. Zdaj ta zadnja pa COVID kriza in ob tej COVID krizi, zdravstveni krizi, je vlada še delala, jaz mislim, ko se spomnim nazaj iz državnega sveta, toliko dobrih zakonov, toliko kvalitetnih zakonov proti zdajšnjo, pa moramo upoštevati, da so bili obremenjeni resnično z drugimi zadevami, ki so bile življenjsko pomembne tudi za preživetje ljudi. Naredili so ogromno, lahko rečemo. Tudi, gledajte, vse prejšnje vlade so denar dajale v neke dokapitalizacije. Ta vlada je dala denar ljudem, to smo vsi občutili, od upokojencev, študentov, tistih, ki so podjetniki, da so ohranili delovna mesta. In zdaj v teh kratkih, praktično 2 letih je narejen, po mojem, več poprej 6-8 let nazaj. Zakaj je pomembno? Jaz mislim, da Slovenija je zdaj res na eni taki neki točki, ko se moramo odločiti, ali bomo šli naprej in postali ena od najuspešnejših držav evropskih, ker za vse preko te neke predispozicije, ki smo jih takrat zgubili, ko so nas potem prehiteli Čehi, Slovaki in tako naprej. Mislim, da s to vlado lahko v bistvu naredimo resen preboj, tako na ekonomskem, gospodarskem področju in pa pri neki normalizaciji naše družbe. Hvala. Beseda je vaša. Vam bo kakšno vprašanje, komentar, izvolite. Eno zadevo bi povedal, drugo zadevo bi pa vprašal gospoda Pezdirja. In sicer povedal bi, verjetno je odveč, ampak ne vem, če se ve, da je papirnica v Ljubljani, papirnica Velče, več kot 3 tedne 4 smene delala. Uničevala dokumente. To verjetno veste. Tako da tukaj ni kaj komentirati. Druga zadeva, ki bi pa zelo rad slišal na enem gospoda Pezdirja, je pa vprašanje, a on hoče videti kakšno povezavo med tem tako imenovanim Farmkom in zadevo, ki se je letos oziroma lani končala, v bistvu se je pa vlekla zadnje 2-3 leta, se pravi slučaj Mirko Novič. Ne. Z obenega konca ni povezali. Ne. Ker tudi tam se neki Iranec pojavlja, sem mislim, da ni opno. Libanonc. Libanonc. Libanonc, ko ne vem, kako je že bil. Ja, ampak ne, absolutno ne povezali. To me je zanimljivo. Ja, to je ščiščano, ja, to smo vedno bili. Ma še kdo kaj? Če ne bi še gospoda Pezdirja nekaj vprašal, namreč zanimivo je, da pač ta vaša knjiga ni povzročila kakšnega pretiranega razburjenja pri mainstream medijih, je niso pograbili niti na, bi rekel temu, levi strani, kjer je vzporedni mehanizem. Je pa tudi zanimivo eno vprašanje, ki vam ga je dal novinar N1, ki je hotel to vašo knjigo nekako povezati s tem, vzporedni mehanizem je bil, ampak ta vzporedni mehanizem je šparil denar za samostojno Slovenijo. A ste vi naleteli na kakšen dokument, ki bi to dokazoval? Mislim, da me v še Igor dopolnil, ampak jaz sem, tako kot sem novinarju povedal, to je zelo legitimno vprašanje, sem to tezo vzel zelo resno, da je pač partija na nek način naredila črne fonde, iz česar so se financirali kjerikoli procesi osamosvajanja, bodisi na področju ekonomije in poslovanja, bodisi na področju oboroževanja. Ampak jaz v 6 letih nisem naletel na niti en dokument, ki bi vsaj približno namigoval, da je ta teza da se da to tezo testirati in potrjevati. Moje osebno prepričanje je, da tega dokumenta ne bo, to pa zato, ker je vzporedni mehanizem, kot je rekonstruiran,
bil izključno namenjen temu, da družbena sredstva potegne iz države, jih vrne v obliki privatnih sredstev nazaj in sistem zagotovi v času privatizacije centre moči, s katerimi lahko bivša politika začne ponovno obvladovati politični trg, ekonomijo in pa institucije v državi. Mi da zraven so prišla pred leti, pred 5-6 leti, ko je umrl kriminalist Podbevšek, so prišla do njegove dokumentacije. Takrat so videla, se je on že nekaj sam objavljal, ampak je zakril določene stvari, počrnjeval, ne vem zakaj se mi upal. In tam noter so videla, da se je ogromno tega igralniškega denarja posojilne službe, ki je vodila mafija in je bila povezavi z UDBO, se je potem en del tega dobička posojilne službe se je stekal na UDBovske račune v Švico. Ko se je približevala prve demokratične volitve, so UDBovski šefi hodili v Švico in nekaj počeli s temi računi. Ne vemo točno kaj. Ampak tam se je nabralo ogromno denarja. Ko govorimo o stotinah milijonov, ker govorimo o Portoroški in o Goriški granici. 100 milijone evrov. Od tega ni prišlo nazaj, takrat, ko je bilo krvavo potrebno, ko se je Slovenija osamosvajala, smo krvavo potrebovali devize, trg nam je padel na Jugoslavije, celo gospodarstvo je bilo v krču, ni $1, 1 marka, 1 lira, 1 švicarski, nič ni prišlo od tega denarja ali kakega druga denarja črnih fondov, ni nobenih podatkov o tem. Jaz sem generalni direktor SDK-ja, sicer SDK je bil zadolžen samo za notranji plačilni promet, ne banke, mi nismo vedeli za te črne fonde takrat, ne, v tujini. Ampak vedel sem pa, kako je proračun sestavljen, kako se sestavlja in kaj gre noter. Niti en vir ni bil iz teh fondov, ki bi se takrat od zunaj delali, iz družbenega denarja pravzaprav, ne, takratnega, ampak to se je vse privatiziralo in ni pomagalo Sloveniji prav nič, razen določenih posameznih za njihove privatne furije, privatnih interesov. Ima kdo kakšno vprašanje? Izvolite. Branko, mene zanima, če se vrnemo še k Borutu Pahorju. Sicer je zdaj koma, on je neodločen, pa tak, ampak če se spomnimo, on je enkrat zelo zbolil. Imel 3 tedne so ga ušesa bolele in je pobegnil v Ljubljanski klinični center. Se pravi, je bil v stiski. On je bil mlad fakt z periferije, prepeljan v Ljubljano, pa so ga tudi zlorabili, bi lahko rekel. No? Kaj vi mislite o tem? To je bilo decembra 2011, potem, ko je Janković za Pozitivno Slovenijo zmagal na volitvah in so poskusili sestaviti vlado. Ne? To je bil tisti debakl, ker Danilo Tir, ki je očitno favoriziral stranko, ki ni bila zmožna sestaviti vlade. Zdaj, Borut Pahor je po mojem mnenju tragičen, ampak pozitiven lik. Tragičen zaradi tega, ker ga je očitno rdeča sivina izkoristila kot edinega možnega kandidata, ki je 2008 dejansko lahko premagal SDS. Niso ga marali, niso ga želeli, razumeli pa so, da samo on lahko to izvede. In to je obrodil temu, da že naslednji dan po volitvah je on v lastni vladi postajal vse manj relevanten, predvsem pri zgodbi reševanja problema Nove Ljubljanske banke, ki ga je hotel na koncu dneva rešiti na način, da se banka proda in da se da noter tuj kapital, ne pa da zlivamo v brezveze naš kapital in to v času gospodarske krize. Tismo trenutku, ko je to ugotovil, je ugotovil, da je se njemu stranka odpovedala in se mu cela vlada odpovedala in to je naredil implozijo v vladi. Za moje pojme je on pozitiven lik v tem smislu, da ni predsednik, ki ima za sabo neke dopise v Aditu pa v sporedni ekonomiji, niti ni predsednik, ki bi rekel, da ljudje, ki ne prihajajo z njegovega političnega pola, nimajo kaj iskati v tej državi.
To je izključevanje, ki je bilo predvsem za ljudi, ki razumejo neke teme kot drugorazredne ali pa so sicer strašno in silno cinični že celo življenje do vse, kar naprehaja iz njihovih vlogov in to mislim na bivšega predsednika Kučana. Zdaj ne vem, če sem čisto dobro odgovoril, ampak to je po moji najboljši volji. Igor, še ti kaj dodal? Eto. Ma še kdo kakšno vprašanje? Izvolite. Franc Kogučar. Mene pa zanima ta del, mogoče par besed poveste, se pravi, ta pot denarja iz Švice nazaj v Slovenijo, v bistvu je moglo biti to na legalen način narejeno, povedali ste, da je bila to mladina, mi podjetci ste omenili, in to je moglo biti speljano legalno, se pravi, da je bil nekdo, ki je to nakazal na tak drugačen način, mogoče da to zanimivo slišati. No? Pa mogoče potem v nadaljevanju še, kaj pa danes, vi ste konec koncev raziskovalni novinar, tako da to sceno tudi danes poznate, pa mogoče še kaj o tem, kako danes to poteka, pa kaj si mislite o tem še kakšen? Dobro. Zdaj, konstrukcija je cela popisana noter. Jaz se bom potrudil, da jo čim bolj logično zgostim, da pač ne bomo res tle do petka. Ne? Ampak v osnovi je denar šel preko, recimo, dajmo ta krak vzeti, Ljubljanska banka je dala posojilo Aditu, ki je to posojilo prenesel na Safti, preusmeril na Tržaško kreditno banko. Iz tukaj je šlo posojilo za ustanovni kapital podjetja Proteus v Luksemburgu. Z podjetja Proteus v Luksemburgu se je po ustanovni kapital vplačil v Interfinanc Zürich. Zdaj, ko je šel enkrat Safti v stečaj, je to na Ljubljanski banki postala slaba terjatev, ki jo pač likvidiran Safti ni poravnal, pa smo jo mi v prvi bančni sanaciji. Ampak zdaj pa pride krogotok. Nova Ljubljanska banka 97 vstop v Interfinanc Zürich in to postane NLB Interfinanc Zürich. Zdaj, lastnik, ki je bil Proteus, napeljan iz Saftijevega denarja, se preimenuje Vega Financ in vstopi v podjetje KB199, ki pa predtem pobere celotno aktivo, se pravi vsa podjetja, iz Saftija. Ne direktno, ampak preko enega vmesnega podjetja. Potem pa naredi s podjetjem NLB Interfinanc skupno firmo v Gorici, NLB Interfinanc Gorica. In potem gre denar NLB Interfinanc Gorica, NLB Interfinanc Zürich, NLB Interfinanc Gorica, KB199, ta pa začne v Sloveniji kupovati zadeve. Proteus, ki se pa preimenuje v Vega Financ, ker se prej napolne iz tega denarja, pa da ustanovni kapital za KB199, pa najprej odkupuje podjetje Mark Medical, Mladina in tako dalje, potem pa jih proda svojemu hčerinskemu podjetju KB199, ki pa zato dobi denar iz NLB Interfinanc Zürich preko povezane družbe NLB Interfinanc Gorica. Sliši se zapleteno, ampak vsi ti koraki so definirani, in ne samo z lastniško strukturo povezani, ampak kako boste lahko videli v knjigi, tudi z tokovi denarja. Se pravi, to je rekonstruirano. Pa bi pa še to drugo vprašanje, pa sem zdaj malo pozdrav. Mislim, da je popolnoma jasno, da v skladu York niso neka abstraktna sredstva, ampak so sredstva, ki imajo slovenski izvor, in ta sredstva, ki imajo slovenski izvor, so bila pridobljena kot posojila, ki se nikoli niso vrnila v slovenski bančni sistem. Recimo, Dalko Horvat se še vedno išče, mislim, da 186 milijonov evrov posojil, ki jih je ni vrnil slovenskim bankam, jih je pa enostavno forwarderil po omrežju podjetij, ki jih je imel po davčnih oazah. In denar,
ki je v skladu JOLK, je zelo verjetno iz takih naslovov. Danes tudi približen vemo, kako to lahko narediš. Greš na Cipr, k ciprskemu odvetniku za gotovino, on zate položi denar na ciprski sklad, ne moram povedati vsega, ampak je vezan s Slovenijo. Iz tega ciprskega sklada se denar prenese na JOLK Global v Luksemburgu in potem JOLK Global od DUTB-ja kupuje terjatve. Skratka, vi ste vzeli posojilo, niste ga vrnili, DUTB je zaplenil to, kar ste financirali s posojilom, proda to zadevo za 80% nižjo vrednostjo, spet vam, za kateri denar, za tistega nikoli niste vrnili. No, Darko Horvat, ko je gospod Bezdelj omenil in je tudi pripleten do banko faktora, je danes na angleškem podeželju, kjer je mislim, da celo en polo klub kupil in igra polo. Najbolj boleče je nekaj drugega, ne? Človek ne rabo niti enkrat je do policije. Vsem tem času. Ja. 188 milijonov za nov mest. Vse, če bi pol tega denarja dobil, pomem tiska Rončevič včasno Cambridge na Krki. Ja. Ma še dokajšno vprašanje. Je še gospoda Kekca vprašal oči za konec. Glejte, tle smo zdaj poslušali, že prej sem nekaj menil, ko se ta sporedni mehanizem kar nikakor noče prenehati delovati. Očitno bodo potrebne reforme na katerem področju, kar korenite. Ja, gledajte, danes smo že skupaj ugotavljali, se pravi, vsake 4 leta, pa če so predčasne volitve malo prej, se zamenja demokratična oblast, ampak ravno para oblast spodaj ostaja pa vedno večevoljnista. Šele zdaj, se mi zdi, se je začelo počas rezati te lovke, tudi med drugim s takim obelodanjem, kot je tale knjiga. Predvsem prvo rabimo, po moje oceni, eno normalizacijo družbe. Pa če začne se s teorijo spola, že to je ena taka zadeva, ki je vsakemu kmetu jasna. Zdaj vaš spomnostan s PDV-ja pa verjetno ne, ko zagovarja 15-16 spolov. 600 je. Še to. Torej, jaz mislim, da čez mnoga mesta izhajam, ki je neka propulzivna regija, ki pač predstavlja res en večji delež slovenskega izvoza. Tukaj pač mi zdi, je ena oaza dobrega dela. Sprav moramo imeti poustvarjeno gospodarsko okolje. Zdaj ta vlada, seveda, že z zakonom o dohodnini, kaj je naredila za plače, za naslednjih par let, vsak delavec dobi neki več plač, više plače. Narediti treba poslovno okolje, da bo v bistvu res naše gospodarstvo še bolj uspešno. Zdaj imamo kar veliko gospodarsko rast, brezposelnost je na neki najnižji točki. Se pravi, to je tisto, kar nas bo popeljalo naprej. Poleg tega, seveda, vse te, rečemo, državotvorne resorje, tudi represivne organe, predvsem pa naše pravosodje, je treba nekako pripraviti do tega, da bo transparentno, da smo res začelo spopadati s temi zadevami. Pa če začnemo z samim ustavnim sodiščem na vrh, kjer praktično se tudi marsikaj ni odvilo v taki normalni smeri. Mislim, da tudi seveda, ko bo pa ta zadeva normalizacije družbe nekako rešena, bomo imeti te normalne medije, normalne, preko državne organe in pravosodje. Hvala. Imaš še kdo hitro? Izvolite. Jaz bi še na hitro vprašal gospoda Bezdelja, kakšno vlogo pa je imela pri novi Ljubljanski banki, par let je bila neka lastnica, kaj je že bila, tista belgijska, kakšna že? KBC. Ja. Zakaj je bilo tisto takrat potrebno? Enako, zaradi tega, ker niso imeli več kapitala v banki in bilo to najcenejše, da so pač prodali en delež KBC. Plus s tem so dobili dostop do mednarodnih bančnih trgov, ker so jih pa pač toliko eksploatirali, da so finančno piramido naredili. KBC je enako kriva, meni je popolnoma neznano, zakaj nihče od KBC za nič ne odgovarjajo. To je
Ja, definitivno. Vse primer Farok, če je čez njih teku, financiranje vseh teh dalkotoreholov je čez njih teklo, vse te nove ideje so čez njih teklo. Ja, še gospod, ja. Jaz bi samo vprašal, takrat, ki je bil še Mak, je ta direktor Belinke, ki je tudi kandidiral z Kučanom za predsednika, na 2 straneh napisal, da italijanski časopisi pišejo, da je našega denarja samo v Trstu 3,5 milijarde nemških mark. Ker smo jih pošiljali tja, namesto da bi jih dal v Beograd po 7 dinarjev 1 marka. Bilo je samo v Trstu ustanovljene 70, pa spet pod pokroviteljstvom Saftija. Glavno besedo pa Saftija je pa imel Kučan. No in naslednji dan, ko smo to čitali v knjižnici, ni noben časopis v Sloveniji, niti radio, niti televizija, kaj javil, da to ni res, da to ne drži, ali da je laž, nič. Nobene informacije. No in tudi ni bilo inštrumenta, enkrat takrat sprejetega, kako bo tisti denar pa tam nazaj prišel, ko sem pozneje, ne. No, to je eno, če mi vejte, glede tega, kaj povedati. Drugo pa, ko je bila Cerarjeva ta vlada od Šarec. Ja, Cerarjeva jo v parlamentu zahtevala stranka SDS, da povedo, kdo je kupac Nova kreditna banka Maribor, tam smo zgubili vsi tiste delnice in to, ki je bila dokapitalizirana za več kot 800 milijonov, malo zatem prodana za 240. In v parlamentu SDS zahteval, da bi povedali ljudem, kdo je kupec, kdo so tisti poštni predali in to so preglasovali. In me zanima, če kaj vejte o teh rečeh. Kupec je bil Apollo, sklad tveganega kapitala iz ZDA. Zdaj pa, kar se tiče Saftija, v tej knjigi, če vas Safti zanima, pišemo Safti od leta 1946 do njegove likvidacije v 90-ih in potem v njegovem nasledniku KB19-9 do včeraj. Tako da, zdaj ne bi pač čisto vsega razložil, ker to je pa mislim, tako je 300 strani za razložiti. Po mojem bož, da umijo preberete. Ampak je not vse v Saftiju. Od leta 1947 od prevzema Saftija strani komunistične partije od Žida Debliharja preko finančnega centra, ki so ga noter uvrstili, kako je Šubnar v Švico od tukaj, potem 70. leta in Safti, 80. kako je ključen za izvoz denarja, 90. kako je ključen za prihod denarja, kako se transformira v KB19-9 in vse. Ja, pa še jaz bi nekaj, gospod je omenil, da se takrat ni nič zgodilo, ko se v tem pisalo. Glede, še danes se nič ne zgodi. Še danes se nič ne zgodi zaradi tega, ker ne pišejo pravi novinarji, ker o tem ne poročajo pravi ljudje, ker o tem ne pišejo pravi mediji. Če napiše kaj pravi medij, imaš ti takoj tožilstvo in policijo za vratom. Poglejte vse te knjige, 17 knjig od Igorja Omerze ali pa knjiga od Rada Kozreja, Sporedni mehanizem, to je ena sama dolga ovadba, prijava na policijo, tožilstvo in organom pregona. Ampak nihče se ne bo zganil. To je tragično v tej državi. Čeprav so temeljijo na dokumentih, policija, tožilstvo, kdorkoli bi imel izredno lahko delo. Izredno lahko delo. Mogoče bi se še oglasil pri gospodu Omezi, gospodu Kazdeli bi še povedala številko dokumenta, kjer ste ga našli. Ampak noben noče, ker se jo hoče ohranjati nek sporedni mehanizem, o katerem piše gospod Kazdeli. Zdaj bomo pa čas zaključili. Hvala lepo vsem, ki ste prišli, hvala lepa gledalcem in gledalkam, ki ste nas spremljali v neposrednje. Še, ja, samo še tako, izvolite. Na kratko. Da se več ne zgodi, da policija, neč ne ukrepa pa to. Gledajte, da bo. En kriminalist je nekaj, mislim, da je bilo prav izgled za te ženanske denarja,
zboru nekaj povedati, bi morali pričati, pa je zdaj tako prejšnji dan. Ja. Žal. Hvala lepa vsem, hvala lepa gledalkam in gledalcem, ki smo z nami so bili gospod Igor Merza, gospod Drago Kovirec,